Na sam veseli dan kulture 3. decembra se je v Kulturnem domu Medvode odvilo tudi sklepno dejanje s podelitvijo certifikatov v projektu Branju prijazna občina. Seznamu takih občin, lansko leto se je nanj uvrstila tudi naša, se je pridružilo še 10 novih. Gre za skupni projekt Kulturnega ministrstva, Združenja splošnih knjižnic in Skupnosti občin Slovenije. Ob tej priložnosti so o pomenu branja razmišljali tudi novinarka Ksenija Horvat, župan občine Kočevje in profesor na FDV dr. Vladimir Prebilič in pisatelj ter prevajalec Boštjan Gorenc Pižama. In slednji je med drugim izrazil skrb za obstoj kritičnega mišljenja, saj se mnenje izenačuje z dejstvi. Zbrane na ta veseli dan kulture sta med drugim nagovorila podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič in svetovalka za knjižničarstvo na Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo magistra Tatjana Likar. Tretji partner v projektu Branju prijazna občina, ki poteka že 3. leto, pa je Združenje splošnih knjižnic. Naziv Branju prijazna občina, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine Cirkulane, Dobrepolje, Hoče, Slivnica, Mežica, Postojna, Polzela, Ravne na Koroškem in Ruše ter 2 mestni občini, Mestna občina Maribor in Mestna občina Velenje. Skupaj je nazive prejelo že 38 občin. Najprej mora občina imeti v svojih razvojnih dokumentih neko politiko, neko strategijo, neke cilje na področju branja, knjige in vsega, kar je s tem povezano. To je osnova. Druga osnova je financiranje knjižnične dejavnosti. Ko je to izpolnjeno, pa seveda komisija pregleda čisto vse, kar občina na področju knjige, branja, bralne pismenosti, bralne kulture počne, spodbuja, financira, sodeluje v razpisu oziroma v samem natečaju. Je veliko govora tudi o tem, kako sama občinska uprava podpira branje z lastno prisotnostjo na tovrstnih dogodkih. Ob tej priložnosti so o pomenu branja za osebnostno rast, za razvoj skupnosti in tudi razvoj kritične misli so voditeljico pogovora Carmen L. Oven razmišljali župan občine Kočevje, v konkretnem primeru tudi ali predvsem kot profesor na Fakulteti za družbene vede, dr. Vladimir Prebilič, pisatelj ter prevajalec Boštjan Gorenc Pižama in še novinarka Ksenija Horvat. Smo novinarji varuhi slovenske besede ali pač ne? Mislim, da smo varuhi slovenske besede. Je pa seveda dobro vprašanje oziroma pomembno vprašanje, ali smo dobri varuhi ali ne. Mislim, da nismo preveč dobri varuhi, da se je to nekje zgubilo v tem času hitenja in tudi pogosto ne samo informacij, ki so površne in prehitre, ampak si tudi premalo časa vzamemo za to, da bi to sporočilo bilo jezikovno oblikovano tako, kot je treba. Časi so težki, mi pa se verjetno nismo bili preveč trdni braniki svojega novinarskega poklica, ki seveda vključuje tudi jezikovno perfekcijo. In še, da prav branje daje širino našemu kritičnemu mišljenju. Jaz sem skoraj prepričana, da so vse knjige, ki si jih v življenju prebral, absolutno tisti močen arzenal, ki preprečujejo to, da bi v življenju preveč lahkoverno nasedal, tej ali oni strani, temu ali onemu nekomu, ki te prepričuje v nekaj. Mislim, da knjiga je res orožje. Knjiga je orožje, vzemi jo v roke, tako se je govorilo v 80. letih. Mislim, da to obstaja in drugače ne more biti. Ne? In bojazen za obstoj kritičnega mišljenja, saj se mnenja vedno bolj izenačuje z dejstvom. Kritično mišljenje trenutno je zelo težko uporabiti, ker živimo v času, kjer so dejstva in mnenja izenačena. Ne? In potem, priješ v neko debato, oborožen z dejstvi, pa ti nekdo servira mnenja nazaj, kot da so enakovredna. Sej je res, da ne vsak ima pravico do svojega mnenja, ampak dejstvo je pa nekako treba upoštevati, da potem pa pridemo do sveta, kjer ljudje resno razglabljajo o tem, da je zemlja ravna, jih mogoče še celo vabijo potem v informativne oddaje, zato da se držimo uravnoteženosti.
Ena stvar, kjer mogoče rečemo, da smo majhen v eno stran pot zašli. In še ne bere se več celih člankov niti izvlečkov. Za marsikoga je dovolj le naslov, da si ustvari mnenje. In kako bi sogovornik sam naslovil tokratni dogodek posvečen branju? A moramo clickbait narediti, moramo nekaj tazali, da bojo vsi klikali, ne vem, nisem mojster tega, če bi bil mojster teh clickbait naslovov, bi verjetno ful služil velike denarje v kakšni medijski hiši. Tako da bi sam rekel, vzemite si čas za knjigo in knjiga si ga bo vzela za vas. Verjetno bi dala kar zaljubljeni v knjige in v branje in bi to bil verjetno najbolj pravilen odgovor glede na naš odnos do knjige in do branja. No. Najbolj korekten, pa tudi resničen. No. Občina Medvode je naziv branju prijazna občina prejela že v lanskem letu, tokrat pa je bila le gostiteljica zaključne prireditve. Za nami je res en prijeten dogodek, tudi moram reči, da tale okrogla miza oziroma ta pogovor z gosti je bil navdihujoč. In iz njega se je mogoče še toliko bolj jasno izrisalo, da komuna ni enako komunala oziroma skupnost ni enako samo komunala, čeprav jo vse prevečkrat jemljemo in mogoče tudi mi v zadnjem času ves čas govorimo samo o investicijah, samo o komunali, pa pravzaprav nam tudi še tako dobra komunala brez substrata človeškega, kvalitetnega, kaj dosti ne pomaga. In tukaj, ko govorimo o branju, ko govorimo o širjenju obzorja, je dejansko bralna kultura tisto, kar po mojem res iskrenem prepričanju izoblikuje človeka. Se pravi, mlad človek, ki se sreča s knjigo, ki se sreča s tem bogastvom enega razmišljanja, mogoče res širitve duha, ki ga dobi v knjigah, ne more biti enak kot prej, preden tega ni imel. Ali kot je bilo slišati na prireditvi, ko se enkrat okužiš, ta virus v tebi ostane. Mogoče pride čas v življenju, ko začutiš, da enostavno moraš ponovno brati. Jaz to sam pri sebi vidim, da recimo zadnje čase res imam po 4-5 knjig zvlečenih, res da sem slab bralec, zato ker jih berem po časi in po segmentih, ampak enostavno te nahranijo, ti dajo en tak notranji mir, ki ti ga nobena današnja tehnologija ne more dati. Lansko leto podeljen certifikat branju prijazna občina bo komisija dala pod lupo spet prihodnje leto. Knjižnica je morda neko središče kulturnega dogajanja tukaj v Medvodah. Tukaj noter, tudi morda smo danes tako slišali, se v knjižnici lahko pridobijo informacije, inspiracije, navdihi. Ampak če niso ljudje v vaseh, v krajevnih skupnostih, potem sami iz tega nekaj naredijo, potem tega certifikata v Medvodah gotovo ne bi bilo. Ampak oni so ocenjevali daljše obdobje in v tistem obdobju se je nabralo toliko stvari, da pravzaprav niso mogli mimo tega, da nas ne bi opazili. Tako kot smo tudi danes opazili kar 10 novih občin, praktično je zdaj 18% slovenskih občin že, ki se ponašajo s tem tako za mene veličastnim nazivom. Torej pride odločitvi, da knjižnica Medvode pred 10 leti postane samostojni javni zavod. In kaj kažejo številke v prazničnem letu? Predvsem to, da se celo povečuje število obiskovalcev knjižnice, torej tistih, ki si prihajajo izposojati knjižnično gradivo. Povečuje se tudi število obiskovalcev na prireditvah, predvsem teh domoznanskih. Se mi zdi, da smo imeli zdaj že 17. domoznanski večer. To je to. Na drugi strani pa nam uspeva še vedno na trgu najti dovolj novega knjižničnega gradiva, ki ima izjemno, to se pravi, zelo se izposoja. Naš obrat je izjemno visok. Tovrstne statistične podatke se lahko po novem preveri tudi na skupni spletni strani slovenskih splošnih knjižnic. Po čem največ bralci sprašujejo? V tem trenutku je tale gospa, ki bere na 90, ki je bila prejšnji teden pri nas, ta je zdaj praktično bi rabila enih 30 knjig, da še kupimo, ampak vse veste, kako je s tem. Zdaj bi jih kupili, ampak čez 2 leti pa ona je zdaj tista številka 1 v Medvodah, pa jaz mislim, da v celi Sloveniji. 30 ljudi čaka v tem trenutku, mislim, na to knjigo.